Spoštovani visoki gostje, dobitniki priznanj, spoštovane občanke in občani. Nocoj nas druži spomin na rojstvo kamniškega rojaka, generala in pesnika, osvoboditelja severovzhodne Slovenije, Rudolfa Maistra. Današnji dan je tudi praznik naše občine. Kamnik je občina, ki ni nastala po letu 1994, temveč je občina s tradicijo za slovenske razmere precej velika. Današnji praznik je to postal leta 1995, ko je tedanje vodstvo začutilo potrebo po utrjevanju zavesti in spomina na Rudolfa Maistra, ki je bil do osamosvojitve Slovenije prezrt. Vendar je potrebno poudariti, da v Kamniku še zdaleč ne, saj so napredni možje leta 1970 pogumno odkrili generalov spomenik na mestu, kjer stoji še danes. Takole piše Franc Svetel v svojih spominih. Za lokacijo spomenika so določili trg talcev na Grabnu pred nekdanjo trgovino Prehrana. Odbor za postavitev je sklenil zbirati denarne prispevke po vsej Sloveniji. V ta namen so delovnim organizacijam in občanom razposlali preko 900 prošenj za prispevke. Poleg tega pa so se lotili tudi akcije zbiranja bakra po kamniških tovarnah. Spomenik je delo akademskega kiparja Antona Sigulina iz Ljubljane. Bronasta plastika generala Maistra, ki ima kot vojak ob boku sabljo in kot pesnik v roki zvitek papirja, stoji na granitnem podstavku. Kamničani ne pomnijo, da bi se kdaj tu zbrala taka množica ljudi, kot je bilo to zadnjo nedeljo, ko so v Kamnik prihiteli številni nekdani Maistrovi borci in občudovalci generala in osvoboditelja naše severne meje, Rudolfa Maistra, iz vse Slovenije. Predstavniki medijev so ocenili, da se je slovesnosti udeležilo okrog 10.000 ljudi. Moški pevski zbor prvega slovenskega pevskega društva Lira pod vodstvom Sama Vremšaka je nato zapel dve Maistrovi pesmi, Završki fantje in Rožmarin. Dijaki kamniške gimnazije pa so recitirali nekaj Maistrovih pesmi, med njimi Kraške pilote. Za zaključek pa so združeni pevski zbori kamniških osnovnih šol pod vodstvom Viktorja Mihelčiča zapeli Maistrovo pesem Kazen in na koncu še Viktorja Mihelčiča Svobodna je naša domovina. Tako govorijo spomini. Imenovati se Maistrovo mesto je velika čast in privilegij, hkrati pa nalaga nam, ki danes odločamo o dogajanju v občini, veliko odgovornost, ki se je zavedamo vsak dan. Praznovanje je čas, ko pogledamo uspehe, če smo količkaj kritični in realni, pa tudi neuspehe v življenju naše občine. Preteklo obdobje so v veliki meri zaznamovali težavni odnosi z državo, pri tem naša občina ni izjema, temveč gre za splošno stanje. Precej naporov smo skupaj z zdravstvenim domom dr. Julija Polca namenili ohranitvi nujne medicinske pomoči v obstoječi obliki, saj nas novo oblikovani državni pravilnik ni prepričal. V zadnjem času se soočamo z znižano povprečnino, ki ne omogoča normalnega delovanja občine. Denar, ki bi ga namenili investicijam, moramo zdaj preusmerjati v izvrševanje zakonsko določenih obveznosti, predpisanih strani države. Seznam zakonsko predpisanih nalog je skoraj neskončno dolg. Smo na prvem mestu v Sloveniji po deležu proračuna, ki ga namenjamo za delovanje vrtcev, in sicer četrtino proračuna ali 5,2 milijona evrov. 520.000 evrov letno namenjamo za šolske prevoze, socialni transferi se povečujejo iz leta v leto. Kje so še šolstvo, zdravstvo in druge obveze? Država nam predpisuje naloge, denar zanje pa nam odteguje iz leta v leto. Razlika med zakonsko predpisanim zneskom in dejansko izplačanim pa znaša za našo občino 3,5 milijone evrov. Gre za ogromno vsoto. Za primerjavo, še leta 2010 je občina prejela 550 evrov na prebivalca, danes zgolj 522. Po zakonu pa bi morala vsota znašati preko 630 evrov. Vsakemu občanu je treba zagotoviti zakonsko določene dobrine, razkorak med potrebami in denarjem za pokrivanje teh potreb je ogromen. Država je obljubila, da nam bo znižala stroške in bo potem omenjena vsota zadostovala, a iz tega ni bilo nič.
Zdi se nam celo, da gre za preizkušanje naše natezne trdnosti. V svoji bodisi nevednosti, bodisi načrtnem uničevanju občin so celo rekli, da bodo omogočili povečano zadolževanje občin. Vse lepo in prav, a dolg je dolg in treba ga je vrniti. Takšne ponudbe nas utrjujejo v prepričanju, da ministrstva dejansko sploh ne poznajo nalog in vloge občin. Za razliko od tistih, ki rešitve samo iščejo, jih moramo mi tudi dejansko najti. Zato verjamem, da bomo nekako preživeli in uspeli rešiti našo občino pred nelikvidnostjo. Velikih strateških investicij v letu 2016 ne bo. Spoštovani, nekaj pa je zgodovinskega danes. Evropska kohezijska sredstva. Prvič v 6 letih mi je dano z tega mesta, namesto običajne krilatice, da še ni nič novega, povedati, da smo uspeli. Uspeli smo pridobiti 30 milijonov evrov za celoten projekt, od tega samo za območje občine Kamnik 18 milijonov evrov. Kot sem dejal na tiskovni konferenci, je šlo 7 občin z vodilno občino Kamnik na čelu iz poraza v poraz do končne zmage. Ko sem konec leta 2010 začel opravljati funkcijo župana, sem bil soočen s projektom, ki je bil začet leta 2007. Občina Kamnik je bila takrat v zaostanku s pridobivanjem služnosti, to je soglasij lastnikov. Pravzaprav smo morali pridobiti še vse. 800 soglasij lastnikov je bilo potrebno pridobiti, če bi manjkalo samo eno soglasje, bi vsa zadeva padla. Leto 2011 je minilo v znamenju podpisovanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč. Medtem je država ves čas spreminjala pogoje za pridobitev sredstev, kar tudi ni bilo zanemarljivo. Nekateri projekti v Sloveniji iz perspektive 2007-2014 so dobili odločbe o sofinanciranju na podlagi ničesar, dovolj je bila zgolj izražena namera za gradnjo. Kot bi želel peti v pevskem zboru in bil sprejet zgolj na podlagi veselja, posluha in glasu pa ne bi imel. Mi smo morali pridobiti služnosti, jih vse vpisati v zemljiško knjigo, na podlagi projekta pridobiti gradbena dovoljenja, na razpisih izbrati izvajalce, ki so morali potem zastaviti bančne garancije. Šele potem smo lahko upali na odločbe. Prejšnja perspektiva se je iztekla, državi je denarja zmanjkalo. Zato smo vložili velike napore, da smo naš okoljski projekt skupaj z 10 drugimi prenesli v sedanjo finančno perspektivo. Začela se je dolga in trnova pot, le redki so verjeli, da nas na koncu čaka obljubljena dežela. Iz dneva v dan, meseca v mesec, iz leta v leto se je govorilo, da bo. Vsako leto se je zamenjala vlada, ki je selila uradnike sem in tja, nazivi ministrstev so se spreminjali, mrtvi tek pa nas je navdajal s strahom, dvomi in negotovostjo. Z odgovornostjo za 30 milijonov evrov pač ne moreš mirno spati. Prelomnica se je zgodila junija 2014, ko nam je vlada Alenke Bratušek izdala sklep, da lahko začnemo z gradnjo, vendar pod pogojem, da zagotovimo lastna sredstva. Najeli smo posojilo v višini 3,8 milijona evrov in začeli graditi, brez zagotovila, da bomo evropska sredstva dejansko dobili. Tveganje je bilo veliko. Negotovost je trajala do danes, ko smo končno kot prvi v Sloveniji podpisali pogodbe o sofinanciranju. Sofinanciranje je 85%, ostalo moramo zagotoviti sami. Da ne bi bilo prelepo, so izplačila odvisna od računalniškega programa na ministrstvu, ki še ne deluje, oziroma deluje deloma, tako da so bili prvi zahtevki na področju vodooskrbe izdani, denar pa pričakujemo na transakcijskem računu občine. Kdor ni sodeloval pri projektu, si ne more predstavljati naporov ekipe. Naj se na tem mestu iskreno zahvalim vsem, ki ste in še sodelujete pri projektu. Največja zahvala gre Suzani Stražar in njeni ekipi. Delo opravljajo s tako vnemo, da bi bil Rudolf Meister ponosen na nje.
Verjeli so do konca, tudi ko je vse kazalo na neuspeh in so bili vsi kazalci negativni. Ja, tudi javna uprava ima predane uslužbence, ki ne hodijo v službo, temveč živijo za svoje poslanstvo, da jih potem lahko vsak, ki ima 5 minut časa, ozmerja in oblati, potem se pa s tem še hvali. Hvala tudi vsem svetnikom in poslancem. Mnogo pa je še ljudi, ki jih ne boste slišali hvaliti se, a so prav tako pripomogli k realizaciji projekta. Velika zahvala gre tudi občankam in občanom, najprej za podpisana soglasja, nato pa za potrpljenje pri gradnji. Kar se tiče izvedbe na terenu, so po zaključku del v Tunicah in Stranjah stroji zdaj razporejeni na dolgi trasi širom Tuhinjske doline. Delo poteka na več odsekih hkrati, saj je treba opraviti čim več dela pred začetkom rastne sezone, medtem ko odseki, kjer gre za posege v cesto, niso tako problematični, razen zapor cest, ki bodo povzročile nekaj nevšečnosti. Vzporedno poteka tudi polaganje kabelske kanalizacije in druge infrastrukture s ciljem tehnološkega vstopa v 21. stoletje tudi v občini Kamnik. Drug velik problem, kjer smo dosegli premik, je Stari grad. Lansko leto nam je končno Starega gradu uspelo pregnati najemnika, ki je za seboj pustil razdejanje, da mu ni para. Vsa strojna, električna in vodovodna napeljava je potrgana, vse razbito in uničeno. V maju smo zato povabili občanke in občane na čistilno akcijo in odziv je bil zelo dober. Preko 100 nas je bilo tisti dan na gradu. To dokazuje, da je apatijo s pravo družbeno angažiranostjo moč premagati. Od lanskega maja je vtis, da se nič ne dogaja. Ni čisto tako. Najprej smo preverili različne možnosti od rušitve obstoječe stavbe in postavitve nečesa novega, znižanja za kakšno nadstropje do njene obnove. Glede na prostorske in kulturno-varstvene pogoje ter predpise je ta trenutek možna obnova obstoječega objekta do te mere, da bo možno upravljati gostinsko dejavnost. Ne gre pozabiti niti 3 vrst telekomunikacijskih anten, ki so nameščene na strehi in bi jih bilo potrebno prestaviti na poseben stolp. Predvidevamo, da bi gostinski lokal lahko uredili v prvi polovici letošnjega leta, še prej pa je treba izdelati ustrezno dokumentacijo. Če smo čakali leta in leta, bomo pa še malo. Upravljanje Starega gradu bo prešlo v pristojnost Zavoda za turizem in šport. Te dni v okviru programa Pomoč občanom uvajamo brezplačne pravne informacije občanom, ki so se znašli v socialni in materialni stiski. Pogosto ne vedo, kam po nasvet, zato je zaživela ideja naše sodelavke, ki bo ljudi usmerjala na pravo pot in jim vsaj malo olajšala pot skozi birokratsko pravno džunglo. Pisarna bo delovala 2-krat tedensko v času uradnih ur. Zagotavljala bo osebno obravnavo in diskretnost. Spoštovani, predolgo bi trajalo, če bi hotel zajeti vse, kar se pozitivnega dogaja v občini, naše delo opažajo tudi drugi. Oktobra lani smo s strani Turistične zveze Slovenije prejeli nagrado in sicer prvo mesto v kategoriji mestnih jeder, februarja letos pa smo bili v reviji Eko dežela po mnenju bralcev razglašeni za najprijaznejšo občino. Priznanja sprejemamo predvsem kot spodbudo za naprej in dokaz, da smo na pravi poti. Kljub vsem težavam se v Kamniku ni bati za prihodnost. Imamo mnoge danosti, ki jih bomo zagotovo izkoristili v teku na dolge proge. Vse podrobne informacije o delu občinske uprave pa tako ali tako najdete na občinski spletni strani www.kamnik.si. Marsikatero vprašanje bo odpadlo, če si boste le vzeli čas in pogledali tja, vse informacije čakajo na vas. Praznik občine je čas slovesnosti, spomina in zahvale. Iskreno se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem v občinski upravi, ki vsak dan skrbijo za nemoteno delo, napredek in razvoj občine. Hvala občinskim svetnicam in svetnikom ter poslancu.
Zahvaljujem se tudi vsem občankam in občanom za vse, kar storite za skupno dobro, vsak na svojem področju. Posebna zahvala in čestitka gre tudi vam, dragi prejemniki občinskih priznanj, saj s svojimi sposobnostmi, voljo in trudom delate naše okolje lepše in boljše za življenje. Spoštovani, težki in prelomni časi so izziv za pogumne, odločne, srčne, včasih samosvoje in čudne ljudi, ki vedo, kaj jim je storiti. Ljudi, ki ne čakajo, kdaj jim bo kdo kaj dal ali naredil namesto njih. Ljudi, ki znajo tudi prvi stopiti korak nazaj, če je to potrebno. To so časi, ko je treba pokazati tudi solidarnost, odprtost in veliko mero empatije. Velik zgled nam daje Rudolf Maister in tisti Kamničani, ki so ga znali počastiti že takrat, ko je bil v družbi prezrt. Leto 2016 ne bo lahko v nobenem pogledu. Pred nami so naloge, ki jih ni moč izvesti s salonskimi prepričanji na načelni ravni in poudarjanjem vsega slabega, ubijanjem vsake ideje že na začetku, širjenjem sovražnega govora in negativizma, trkanjem po prsih in pripenjanjem zaslug. Ne, cilje bo moč doseči le z enotnim delovanjem vseh članov naše družbe, potrpljenjem in predvsem realnimi pričakovanji. S polno malho denarja je lahko delati, s prazno veliko težje. Kdor kritizira, naj hkrati ponudi tudi rešitev. Moramo biti družba vključevanja in dialoga, a dialog ne sme biti pojmovan kot pravica za mlatenje prazne slame in nabiranje všečkov na družbenih omrežjih. Še bolj kot doslej se bomo morali boriti z ekstremizmi vseh vrst, saj le trezno razmišljanje vodi do rešitev. Pravica enega se konča tam, kjer se začne pravica drugega. Obrnimo očitajoči prst vase in začnimo vsak pri sebi iskati napake. Našli jih bomo toliko, da bomo imeli vsi dovolj dela. Vse najboljše, general Maister, vse najboljše, občina Kamnik. Hvala.